Prodajalci 53% Mercatorja naj bi do konca dneva od hrvaškega Agrokorja prejeli 172 milijonov evrov kupnine oziroma 86 evrov za delnico. Agrokor je po neuradnih podatkih že oblikoval poseben vmesni račun, s katerega naj bi denar prenakazal vsakemu posameznemu članu konzorcija prodajalcev. Hrvaški trgovec mora nato objaviti še prevzemno namero za preostale delnice največjega slovenskega trgovca, tako da naj bi za celotni Mercator odštel približno 325 milijonov evrov. Delničarji družbe Elektro Maribor so na današnji skupščini odločili, da se od dobrega 3,8 milijona evrov lanskega bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni dobre 3 milijone evrov oziroma 9 centov bruto za delnico. Preostanek, nekaj več kot 800 tisoč evrov, pa se po sklepu skupščine prerazporedi v druge rezerve iz dobička. Danes je dan slovenske policije v spomin na spopad policistov z JLA na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Vodstvo policije in notranjega ministrstva je ob tej priložnosti položilo vence, v Tacnu pa so podelili priznanja najzaslužnejšim delavcem. Trenutno je pri policiji zaposlenih slabih 8300 ljudi. Konec julija se bo številka znižala za okoli 100 zaradi upokojitev po zakonu za uravnoteženje javnih financ. V Mariboru že petič poteka Živa knjižnica, projekt, v katerem so knjige, posamezniki z zanimivimi in nenavadnimi življenjskimi zgodbami, ki so jih pripravljeni deliti z drugimi. Projekt v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor ozavešča in izobražuje o vrednotah in človekovih pravicah ter spodbuja razpravo o predsodkih in stereotipih v družbi. Knjižnica bo odprta do sobote popoldne na Živem dvorišču na Gosposki ulici 11. Slovenski odbojkarji se bodo danes in v soboto v mariborski dvorani Lukna pomerili na domači tekmi Evropske lige proti Turčiji. Čeprav so varovanci Luke Slabeta po 4 gladkih zmagah proti Danski in Avstriji favoriti tudi proti Turkom, bodo morali svojo kakovost dokazati na igrišču. Naši odbojkarji si želijo že na tem obračunu zagotoviti napredovanje v polfinale tekmovanja, ki je le stopnica na poti do želene uvrstitve v Svetovno ligo. Prihodnji teden Slovenijo čakata še tekmi z Makedonijo, ki bosta najbrž odločali o prvem mestu v skupini B. Za okoli milijardo muslimanov po svetu se bo ta konec tedna začel 9. mesec muslimanskega koledarja Ramazan, ki označuje čas posta. Pri nas se Ramazan začne drevi po sončnem zahodu nekaj po 21. uri. Kot pojasnjujejo v Islamski skupnosti Slovenije, se muslimani med postom odrečejo hrani, pijači, kajenju in drugim razvadam od zore do sončnega zahoda. Ramazan traja 30 dni, muslimani pri nas pa ga bodo končali 28. julija, ko bo prvi dan ramazanskega bajrama. Končno se obeta precej jasno vreme, a bo popoldne že nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Temperature bodo dopoldne od 10 do 15, popoldne od 23 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo v gorah spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Drugod bo še večinoma sončno, popoldne se bo počasi bolj pooblačilo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. V noči na ponedeljek se bo dež z nevihtami razširil nad vso Slovenijo, v ponedeljek popoldne bo postopno ponehal, hladneje bo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Podpisa o najemni pogodbi še ni, občina obupane delavce poziva, naj s stečajem še počakajo. Začele so se počitnice, nekateri so ugodnejše cene že izkoristili za zgodnje dopuste. Bili smo na srečanju športnih iger služb, ki v Mariboru skrbijo za varnost premoženja in življenja ljudi. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.